Vsakič znova je srhljiv, sicer že velikokrat objavljen podatek, da je na tak ali drugačen način tudi pri nas spolno zlorabljen vsak 6. ali morda celo vsak 5. otrok. Kako je ob taki poplavi zlorab mogoče, da je tako malo prijavljenih in da smo o tem, kako prepoznati zlorabo in ukrepati, tako slabo ozaveščeni? Vsaj malo želimo k boljšemu prepoznavanju in ukrepanju pri pomoči z nizom oddaj na Valu 202. Pri tem nam bodo pomagali strokovnjaki Lunine vile Inštituta za zaščito otrok in mladostnikov z izkušnjo zlorabe. Prvo oddajo namenjamo predvsem prepoznavanju znakov spolne zlorabe. Jana Vidic. Ljudem, ki spolnega nasilja nikoli niso osebno izkusili, se najbrž zdi nepojmljivo, da ga je tako veliko, še posebej nad otroki. A otroci o njem spregovorijo le, če se počutijo varne in sprejete. In to se včasih zgodi tudi na letovanjih. Študentka Tajda je bila pred 2 letoma tam v vlogi vzgojiteljice močno pretresena. Že sam te spolne zlorabe, ko je tam nekaj čisto normalnega. Tudi, jaz nisem vedela, da so te punce šle čez take zadeve, pa smo se tako, že skoraj pred zadnji večer, smo se malo pogovarjali pred spanjem, sem bila v njihovi sobi, smo sedeli v krogu, jaz sem sedela na tleh, one na poslah in smo se tako malo pogovarjali in sem opazila, da so vse imele modrčke gor in sem vprašala, kako to, da spijo z modrčkom, a ni to neudobno in ena punca takoj reče, ja, mene so, ko sem bila mala, starši utipavali in mi je ful neprijetno brez modrca. Jaz sem samo zmrznala. In najbolj šokantno je bilo to, kako drugim puncam to ni bilo šokantno. Vse ostale so samo poslušale, tako da je to nekaj najbolj normalnega. In potem ena druga punca reče, ja, mene je pa stric posilil, ko sem imela 7 let. In jaz sem bila tako šokirana, da sploh pozna take besede, da je res to nekaj tako normalnega, da je to povedala čist brez čustev, tako da se vsakmu to zgodi. In vse ostale punce so samo poslušale, ker verjetno so šla vse čez podobne zadeve. Ne? Tako da ja, jaz sem v tistem momentu sploh ne vem, kaj sem rekla in pa sem jih samo ful močno stisnila in pa, ko sem šla dal po stopnici, sem tako solze, ker si nisem predstavljala, da imajo te punce take stvari v ozadju, res. Pričevanje, ki smo ga objavili pred časom, je le ilustracija pogostosti spolnih zlorab. In teh je cela paleta, pravi Luka Vižintin, družinski in zakonski terapevt, ki deluje tudi v okviru Inštituta Lunina vila. Spolna zloraba je travma, ki izhaja iz neprostovoljnega spolnega kontakta z uporabo prisile, sile, manipulacije. In nikakor ni le zelo očiten neprimeren fizični stik. Lahko je opazovanje otrok, fotografiranje, dotikanje, slačenje, razkazovanje genitalij in potem vse hujše stvari, kot so penetracije in vse to. Ker se gre tukaj za namen storilca, namen je spolno vzburjenje. S tem, da brez seveda kakršnekoli privolitve, kot otrok ne more dati privolitve in vedno je prisila tu zraven. Mit, da otroke spolno napadajo predvsem neznanci, je žal samo mit. Ne, ker se to ne dogaja, pa ker se večina spolnih zlorab zgodi z osebami, ki jih otrok pozna. Neredko so to sorodniki, prijatelji, sosedje ali novi partnerji njihovih staršev. In v tej za otroka in za njegove bližnje že tako težki situaciji to odnose le še bolj zaplete. To je en tak velik izziv za starše, ali pa za kdorkoli pripelje recimo otroka z izkušnjo spolne zlorabe ali pa da je sum na spolno zlorabo, zato ker so tako šokirani, ker ne morejo verjeti, da je to lahko bilo in se zgodilo strani nekih družinskih članov, recimo da ima primer tetka, pa recimo reče mama, pa jaz sem odraščala v tej družini, pa nikoli ni bilo nobenih takih stvari, pa se je pa to zgodilo moji hčeri z njegove strani. Spolna zloraba v krogu otroku poznanih oseb se praviloma ne zgodi nenadoma, pa je proces, ki ga povzročitelj premišljeno stopnjuje. Kako se stopnjuje, to je čisto odvisno od vsakega primera, ampak rečemo, da so lahko že pogledi, če smo pozorni. Pa dajmo se čim več kopati, pa v bazenčku, pa dotiki, pa se bo spala danes z mano, pa da se ustraja pri teh zadevah in tako. Tako da različno, lahko je izjemno subtilno in sploh ne vemo, dokler ne pride do neke hujše zadeve, nekako prepleteno z ljubeznijo, sploh takrat, ko so storilke, ženske. Tam pa je sploh z neko nego in vsem tem prepleten in je taka zmedenost je tam.
In bolj kot so vezi med starši, otrokom in povzročiteljem tesne, težje si tudi starši priznajo ali prepoznajo, da gre za zlorabo. Potem starši tudi rečejo, ne, pa ona dva se na tak način igrata, pa se ona je čisto sproščena ali kako uživa, in tako naprej. In pol se pa pojavi neka simptomatika, recimo ta punčka začne močiti posteljo, težave so v šoli, karkoli, ogromno enih stvari. Pa ne vejo točno zakaj, pa mislijo, mogoče pa v šoli nekaj, pa učiteljca pa v bistvu že ta otrok sporoča, da tam pa se neke stvari dogajajo. Ljudje smo si tudi v izražanju čustev zelo različni in nekateri naklonjenost in ljubezen tudi zelo telesno izražajo. Kako torej prepoznati, kdaj je obnašanje pristno in primerno in kdaj je šlo čez rob? Jaz bi z veseljem vam dal to smernice, točno kjer je, ampak vam žal ne morem. Res je tukaj stvar občutka. Mogoče en tak zelo dober pokazatelj je lahko, da pa mogoče se ta starš v tem primeru odzove malo drugače, pa malo bolj nauči otroka, pa bolj opozarja in vse to, in potem se vidi, kako ta storilec, recimo dedek, pa zakaj pa ne greš tja, pa jo kar malo pošlje drugam v trgovino nam nekaj iskati, da si želi. Bum, to je že alarm. Sploh če je sum že na to, ker bojo skušali priti nekako do tega, da bi bili lahko 1:1 z otrokom. Univerzalnega recepta za prepoznavanje zlorabe torej ni, a dolgoletni terapevt pravi. Se čuti. Če smo v stiku s sabo in smo pozorni, se čuti. A je opazovanje s to spolno vzburjenostjo, a veste, evo, en tak dober primer. Je rekla gospa, nič se ne spomnim, da bi karkoli bilo, ampak ob tistem stricu tak čuden občutek je bil. Nisem hotela tja iti, ne vem zakaj. Jaz ne pravim, da je karkoli bilo, ampak z nekim razlogom nekaj tam ni. To je to. Vse se čuti in to otroci izjemno dobro čutijo. In dinamiko v družini, in to, kar se dogaja v partnerskem odnosu, in te zadeve. Zagata pri razkrivanju spolnih zlorab nastane že, če se dogaja doma. Kaj pa, kadar se dogaja na treningih, pri prijateljih, znancih in mu nismo neposredno priča? Kako zgolj iz sprememb pri otroku zaznati, da se mu dogaja nekaj travmatičnega? Luka Vižintin. Znaki sprememb jih je lahko malo morja. Otrok ne želi več tja hoditi, ima agresivne izpade, čustvene težave, vedenjske težave, motnje prehranjevanja, recimo, če se govorimo o starejših, samopoškodovanje, panični napadi, nočne more, močenje postelje, agresivnost do soigralcev na treningu, recimo tam, kažejo stisko na vse možne načine. Ne jejo več, ker naenkrat se oddalijo od prijateljev, ne želijo obiskovati več tega krožka, še in še. Res na vse možne načine, ki se lahko pokaže psihološko zlorabo, fizično zlorabo, se tudi lahko pokaže spolno zlorabo. Pri tem je treba nujno upoštevati, da bo otrok zlorabo pred zunanjim svetom na vsak način želel skriti, še posebej, če je storilec nekdo bližnji. Prav tako je močan element tudi krivda, ki jo občutijo otroci, in to tudi v primeru, ko storilec z njimi ne manipulira oziroma jih ne ustrahuje. Pomemben izrazni način ugotavljanja in zdravljenja travmatične izkušnje je terapija z igro. Kamila Hola je profesorica specialne pedagogike in igralna terapevtka, ki otrokom skuša pomagati zelo nevsiljivo. V sobi, polni igrač, ki si jih otroci po želji izbirajo, in s čim manj retraumatizacije. Vprašanja otroku zato nikoli niso neposredna, pač pa se pri pravilnem vodenju stiska pri otroku spontano pokaže skozi igro, ki jo izbere oziroma ustvarja sam. Igra omogoča čudovit mehanizem in to je, v bistvu izkorišča metaforo. Torej preko metafore, preko simbolov v obliki igrač, namesto besed, mi smo navajeni na besede, odrasli in tudi drugače ne znamo predstavljati. Ampak otroci niti niso tako močni še na tem področju govora, plus te metafore, ki so žive, v bistvu aktivirajo podobne živčne strukture kot dejanski dogodek, a ne? In tako dejansko podoživijo lahko situacijo na en varen način in jo preigrajo. In vsak otrok preigra to situacijo, lahko je 10 otrok, ki doživi podobno situacijo, lahko bi opisali od zunaj, vsi ti otroci so doživeli enako obremenitev, ampak vsak od teh otrok se bo igral drugače in vsak od teh otrok bo to ponazoril drugače in vsak od teh otrok bo imel drugačno hitrost in intenziteto tega procesa. Odvisno je od ogromno drugih faktorjev. In pri otrocih so ti faktori ključni, ki so odnosni. Torej, če ima varno
družino, če ima varne druge odnose, bo mogoče hitreje predeloval, če se pa ne počuti stabilno in varno, si ne bo tako hitro upal. Ta varnost v odnosih je za otroka ključna. Pa vendar, kakšna je igra, ki nakazuje morebitno travmo? Ta igra je večinoma zelo rigidna, se ne razvija, je vezana na en scenarij, eno mesto recimo v prostoru, na enake igrače. Otrok je pri tem tudi rigiden, tak napet. To se vidi pri dihanju, pri položaju telesa, splošna napetost telesa je višja. Redko kdaj je prisoten afekt, torej neka čustvena vključenost. Več je teh znakov, ampak se vidi, da ta igra ni naravna. To lahko starš ali pa vzgojitelj ali pa pač nekdo, ki se z otroki redno srečuje, takoj prepozna, da je igra drugačna kot zdrava igra. Ni pa v taki igri nujno opazna kakršnakoli spolna konotacija. Ne, ni nujno. Ni nujno, da če ni spolne konotacije, ne gre za spolno zlorabo, in če je spolna konotacija, gre za spolno zlorabo. Te povezave ni. Takšna terapevtsko vodena igra še zmeraj ostane pomemben način tako prepoznavanja travme kot izhoda iz nje, tudi v starosti, ko otroci že zmorejo ubesediti dogodke in občutja, saj igra omogoča odmik od resnice. Je drugače, če se otrok igra z dvema dinozavrčkama, ki imata nek konflikt in tam mogoče ponazarja te občutke, ki jih je on doživljal, ali pa če se bova pogovarjala, ti si doživel tole v takšni situaciji. Velika razlika je med tema. Tudi za odrasle se uporabljajo tako imenovane projekcijske tehnike. Prestavi se ta realnost, ki se je zgodila, se prestavi v neko drugo dimenzijo, ki je bolj varna. Tako da tudi starejši otroci velikokrat izberejo raje igrače in tudi mi jih lahko ponudimo v nekem bolj prilagojenem kontekstu, recimo peskovnik in figurce, ne ravno igralnico opremljeno z igračami, ampak eno tako strukturirano, ožjo strukturirano dejavnost, ki omogoča te metafore, da možnost, da otrok dela simboli ali pa mladostnik dela simboli, da postane ponovno otrok, sploh če se je to zgodilo v tem času. Bi rekla, da je lažje ali pa bolj varno ponuditi starejšemu otroku igrače, kot od mlajšega otroka zahtevati besede. Zanimivo pa je, da igralna terapevtka Camilla Holla še ni imela izkušnje, da bi otroci svoje travme razkrivali prek risb, kar je sicer tudi ena od izraznih možnosti. In za konec najpomembnejše. Ne glede na to, v kateri vlogi smo ob zlorabljenem otroku, bo najpomembnejši dejavnik za odkrivanje zlorab občutek varnosti in zaupanja, ki ga bomo uspeli ustvariti v odnosu z njim. Če ima otrok trenutek redno staršem, ki mu zaupa, zato da se mu počuti blizu, da se počuti varno, lahko mogoče sam začne sporočati. Ta varnost je spet ključni element. Če bomo mi kuhali, pa bomo šli v trgovino in bomo delili naloge, tam ni priložnosti za to, da se kaj takega odpre. To mora biti neka bližina, pa 1 na 1, idealno. To se ne bo naredilo bomo zvečer gledali pravljico vsi 4 družinski člani na kavču. To je potrebno, da je to ta najbližji človek, ki ga otrok ima v individualni situaciji 1 na 1, pa res ustvarite eno tako bližino, mogoče fizičen stik v smislu sva skupaj, sediva na kavču, se jeva kokice, kakorkoli se pogovarja, kakšen je bil dan. In to, če se redno ustvarja takle prostor, je in zdravilno in hkrati lahko omogoči to odpiranje stvari, ki bi mogoče ostale zaprte. Odkrivanje znakov travme, ki jih povzroča spolna zloraba, je vselej zahtevno. Še posebej težko pa je, kadar je otrok zlorabljen od rojstva ali zelo zgodnjega otroštva. Kako torej zlorabo prepoznamo takrat, ko odklonov in sprememb, ki jih sicer iščemo v otrokovem vedenju, ne more biti, saj otrok drugačnega življenja sploh ne pozna. Terapevta Luka Vižentin in Camilla Holla pravita, da je najjasnejši znak upočasnjen razvoj. Torej neki brem za razvoj. Otroci, ki doživljajo kronično travmo, se razvijajo bolj počasi, lahko celo razvijajo intelektualni zaostanek. Lahko je motnja v duševnem razvoju dejansko posledica travme. Zaradi tega, ker se je telo borilo z to obremenitvijo in grožnjo, ki je nekaj, kar je prepoznalo kot grožnjo, namesto da bi raslo, namesto da bi se razvijalo, učilo. Recimo primer, fant v 8. razredu pa se obnaša kot 6-letnik. To je to. Čustven razvoj je ostal tam
na eni ravni, ja. Zaradi te traumatizacije telesa in vsega stresnega hormona kortizola, ki preplavi tam limbični sistem in hipokampus in vse. Ja, prav to je, prav možganska okvara. Spolne zlorabe lahko pustijo globoke in trajne, celo fizične posledice na zdravju in razvoju otrok, vendar jim pri zmanjševanju te škode lahko zelo pomagamo. V oddaji prihodnji teden bomo pojasnili, kako otroku pomagamo, ne da bi mu odpirali dodatne rane in kakšne so lahko posledice, če otroci take pomoči ne dobijo. Vse oddaje bodo shranjene tudi med podcasti Vala 202, da nadaljevanj ne bi zamudili, se na podcast Botrstvo lahko tudi naročite.